Takole znova smo nazaj, dobrodošli, tole oddaja Klepet ob kavi, v moji družbi še vedno Tanja Glažar, Feng Shui svetovalka, tudi terapeutka bi lahko rekli, ne? Recimo. Arhitektka energije. Treba je zgraditi na kakšno energijo in jaz pomagam pri tem ustvarjati. Torej, malce bova preverili danes različne tematike, o katerih smo govorili skozi celotno sezono in še preden seveda začneva s tem klepetanjem in podajanjem teh vsebin, je nadvse pomembno obvestilo za naše gledalce in gledalke in sicer, da ste lahko še kako aktivni tudi med poletjem, kajti tudi v jesenski oddaji Klepet ob kavi, torej v novi sezoni, bomo namreč govorili o Feng Shuiju, mimo Feng Shuija seveda ne moremo, če govorimo za to, da delamo oddajo za kvaliteto življenja, za zvišanje kvalitete življenja. Tako da kaj lahko pošiljajo naši gledalci in gledalke? Jaz bi nekako jih nagovorila gledalce in gledalke, da pošljajo kakšno dobro sliko, ker so opazili kakšno zelo dobro ureditev ali prostora, ali okolice, kakšen res tisti skladen kotiček v naravi, ali pa mogoče tudi kakšno vprašanje. Zakaj ne bi pomagali soustvarjati oddaje v tem smislu, da zastavijo vprašanja, ki jih zanimajo, tematika, ki bi jo radi, da jo podrobneje obravnavamo, ker letos smo nekako osvetlili Feng Shui oziroma urejanje prostora in osebne elemente, vse skupaj iz vseh, tako bom rekla, na odzunaj. Zdaj pa počasi prihaja ta čebulca, ki se bomo lahko posvetili bolj natančno, bolj specifično za določeno težavo, določen problem in tako naprej. In zakaj ne bi recimo gledalci poslali kakšno svoje vprašanje v tem smislu, ki se jim pojavlja, recimo, če so sledili oddajam, če so naleteli na kakšno težavo, oviro ali pa če so nekaj uspešno rešili, tudi to. V tokratni oddaji Klepet ob kavi pa torej pogled in prerez in odrez in pogled na Feng Shui kot celoto, za začetek pa torej Feng Shui čiščenje. Tukaj se vse začne, ne? Tukaj se vse začne. Zelo pomembno je, da energije zamenjamo v prostoru, zaradi tega, da se nam enostavno vedno iste stvari ne dogajajo. Se pravi, če enkrat, mogoče bodo gospodinje najbolj vedle, ko enkrat kuhajo zelje, joto, tisti vonj ostane v kuhinji ali mogoče celo v jedilnici, če so vrata odprta in drugih prostorih. Se pravi, treba prezračati, treba zamenjati energijo. In v tem smislu deluje tudi Feng Shui čiščenje. Energije čistimo. Ko mi očistimo energije, lažje začnemo na novo. Feng Shui je pomagalo. Se pravi, kako mi pripravimo prostor, da bomo lažje živeli. To je ena izmed stvari. Energije ogromno okrog nas, prej smo govorili, kaj je bila še tvoja soimenjakinja Jasmina tukaj zraven, da je energija tudi v kamnu, tudi v mizi, tudi v lučki, ne samo v ljudeh, v živalih in tako naprej. Se pravi, v vsakem predmetu in določen tip energije. In Feng Shui nam pomaga, da mi odstranimo z energijskim čiščenjem slabe energije. Zato ne si mogoče pogledajo na YouTubeu oddajo, ko sem govorila o energijskem čiščenju, ampak bistveno je to, kar lahko vsak človek naredi, da prezračijo prostore, da zdaj je poletje, so krasni časi, dolgi dnevi, toplo je, da lahko malce prebelijo stanovanje, da prižgejo kakšno svečko, če je zelo nizek pritisk, če je zunaj slučajno kakšen dež in tako naprej, da dvignejo energijo v prostoru. To vse ostalo pa pač Feng Shui strokovnjaki. Potem druga stvar je, kdaj to delati. Seveda, vse je zapisano v koledarjih. Včasih, veliko smo govorili že o Feng Shui koledarju, jaz ga pač pišem vsak mesec posebej za tistega, ki se na to naročim. Res? Ja. Pa bo to šele zdaj zvem. Ti ga bom poslala. Ti ga bom poslala, sam spomni me, prosim. Ravno danes sem pošiljala za mesec julij naprej in tam točno piše, kdaj beliti, kdaj čistiti, kdaj preprogo zamenjati, okna umiti ali pa jeti na potovanje ali pa na izlet v dvoje. Včasih je boljše tudi se sprostiti, malo pomeditirati in v senčki poslušati ptičke, kako pojejo tistih 5 minut, da zamenjamo tudi svojo osebnostno energijo. Potem tretja stvar, ki smo jo imeli, so bili osebni elementi. Se pravi, ko mi urejamo prostor, moramo urejati na človeka. Ne na obiske, ko bodo prišli pa da rekijo, kako imate lepo, ali pa kako nimate preveč lepo, ampak to, da je prostor skladen, da te res energijsko podpira.
v poslu, v odnosih, v zdravju in v karieri, seveda v končni fazi. Govorili smo, ko se je menjalo leto, katera področja so letos. Katera so zaktivirati, ne? Katera področja aktivirati. Naj še enkrat poudarim za tiste, ki so to preslišali. Severno področje je področje letos, ki je ugodno za finance. Vzhodno področje je področje, ki je ugodno za zdravje. Za odnose severo-zahod in severo-vzhod. Za kariero prav tako severno področje. Se pravi, ta področja mora biti urejena, skladna, podprta z elementi, ki odgovarjajo za vsakega od teh stvari. Pa kopalnica, veliko smo govorili o kopalnici, ne? Kopalnici smo imeli eno celo temo, ali pa še, ne, pa tudi še vmes, ne, veliko krat se je to zatakalo in se ponavljalo. Ker tam se čistimo, ne? Tam se čistimo in jaz bi nekako položila, da si zapomnimo veliko bolj, ne, če še enkrat poudarim, da v kopalnici je odtok energije. Tam je čiščenje energije. Tam ni nekaj, kjer se energija zbira, pa se energetizira. Spravi, kopalnica mora biti zaprta, čista, s čim manj zadevami okrog sebe, da energija ne zastaja, da ni potrebno tako močno energijsko čiščenje in v kopalnici nikoli ne energetiziramo. Se pravi, nekaj ne spodbujamo energije, ampak vedno pazimo, da ni prevelikega odtoka in moramo biti nekako se zavedati, da to je, kopalnica je odtok energije v vsakem primeru. Lahko je še tako lepa. Pa školjko zapirati. Školjko zapirati, pipe ne smejo puščati. Ker odteka denar. Tako. Če ne drugače bodo videli na računu. Ja, tudi o otroških sobah in o spalnicah smo govorili, če je pomembno, da se čistimo, je pomemben tudi počitek? Takrat si mi naberemo si energijo, naberemo si moči za cel dan. Če smo mi spočiti, če smo dobro spali, zjutraj, ko ostane s posli, ja, gremo, akcija, ne? Ali se pa vlečemo, razlika je velika. Seveda je veliko drugih dejavnikov, ampak če imamo prostor, spalnico urejen na naš osebni element in če imamo spalnico urejen kot pasivni del hiše, stanovanja, se pravi tam, kjer je počitek, da nimamo mi v spalnici neke živo rdeče barve na steni. Se pravi, spalnica mora imeti bolj umirjene barve, če se želimo spočiti. Tam, kjer pa mi želimo biti v akciji, aktivni, kuhinja, dnevna soba, tam pa mi lahko imamo rdeče dodatke. Mogoče kdaj tudi kakšno rdečo steno, ampak nekako spalnica ne bo čim bolj umirjeno narejena in vedno postelja mora imeti za sabo trdno steno. Če ne, moramo postaviti neko omaro, nek paravan, da spimo kot v vatki. To je tista glavno vodilo pri spalnici, najbolj pomembno. Ne iskati svoje osebne ugodne smeri, svojega osebnega ugodnega področja, da ne boste spali z glavo pri vratih ali pa mogoče z glavo pod oknom, pa na prepihu. Kaj vam bo pomagalo področje zdravja, če je spalnica na vzhodu, če boste spali pod oknom, med oknom in vrati in bili na prepihu? Spalnica ni prostor za kopičenje knjig, gledanje televizije in brskanje po računalniku in še. Obklukano. Je? Absolutno ne. Absolutno ne. Ker jaz sem živela v prepričanju, oziroma ne živela v prepričanju, razvajala sem se ob branju knjig pred spanjem, ne? In potem seveda knjige ostanejo ob posteli. Pa to ni najbolj fajn, ne? Nekako se je treba disciplinirati, ne? Da vzameš v posteli tisto knjigo, ki jo imaš namen čitati. Saj ni problem, če sta tam knjiga ali dve. Problem je, če je tam rata skladovnica knjiga, ne? Pa jih potem zbiramo pa eno tole od spodi ali pa si celo podpremo posteljo s knjigami. Tudi to sem že naletela, da je bila posla podprta s knjigami. Aha. Ja, mogoče nekdo si je zamislil, da gre tako znanje bolj v glavo med spanjem. V glavnem, ljudje smo res sila inovativni, ampak v spalnici mora biti čim manj stvari, čim manj dodatkov, zaradi tega, da se energija ne zatika, da je vsa energija usmerjena v nas. Kako je pri kuhinji, recimo? Nekje sem prebrala, da ni fino oziroma da moramo paziti na postavitev hladilnika, pomivalnega stroja in štedilnika. Nekako ne sme biti ogenj ujet med dve vodi. Zdaj, dve vodi sta recimo hladilnik, pa na drugi strani pomivalni stroj ali pa pomivalno korito, v sredi pa štedilnik. Tudi mikrovalovna pečica sodi k ognju, tudi navadna pečica sodi k ognju, ne samo štedilnik na plin.
Se pravi, nekako mora biti razporejeno na eni strani voda, na drugi ogenj. Lahko imamo tudi zdaj v sodobnih kuhinjah, da imamo odzadej recimo vodo, spredi pa pult, kot je moderna postavitev na otoku, z štedilnikom, da smo, ko so odprti prostori, odbrni proti drugemu prostoru, proti gostom, proti družini in tako naprej. Se pravi, da sta si nasproti druga. Tako kot midve. To je v redu, ne? To je super. To je super. Tukaj sever pa jug. Ker a ni bilo včasih nadvse pomembno ravno to, se pravi, kje je ta točka ognja, recimo v skupnosti, in to je zdaj štedilnik dejansko, ne? To je zdaj štedilnik, ja. Kar pomeni, da se okrog štedilnika dogaja. Tako da ti otoki, kjer je štedilnik gor, so res krasni zdaj, ne? Ja. In tudi nekako smo se naučili, da so ti stolčki, pa malo poklepetamo, pojemo, sledimo receptom, lažje spremljamo. Sploh, če kuharci ni narodno, da je nekdo gleda pod kuhalnico, pa da ne izda kakšnega skrivnostnega recepta. A kakšni kuharci je to narodno? Ja, kakšni rado je prav nervozni. A da ni? Ja. Ampak nič hudega, nič hudega. Pač vsak ima en svoj način priprave, tako da jaz mislim, da se bodo ljudje odločili za tako kuhnjo, ki njim najbolj odgovarja. Nekateri pač imajo kuhnjo raje, da je zaprta, da nobena vonjava ne uide po drugih prostorih, drugi imajo radi odprto, ker so bolj klepetavi, tako kot midve. Otroške sobe. Se mi zdi, da je to za vsakega otročka res pomembno, da prebiva in odrašča in se uči in kot goba srka znanja in modrosti v sobici, kjer je primerno urejena, torej po feng shuju. Pri otroški sobi velja enako pravilo kot v spalnici, se pravi, da ima postelja za sabo, za glavo in trdno oporo, da otrok lahko spi varno, da ima občutek varnosti in zavetja. To je prva stvar. Druga stvar je, otroška soba, otroka moramo že zgodaj navaditi, kje so kakšne stvari postavljene. Se pravi, da dobi, da ne živi v nekem ustvarjalnem neredu, ampak seveda ima ustvarjalni nered, ko se igra, ko ustvarja, ko piše, riše, je s prijatelji. Ampak potem, ko zaključi, da to pospravi, da je to na enem poziciji, da na postelji se spi, na mizici se piše naloge, v kotičku se pa igra. Tako. In tako dobi nekako občutek otrok o redu in o energijah v prostoru. Avtomatično zaznavane. Seveda pa moramo starši so pač tisti, ki so vzorniki. In verjamem, da ni vedno lahko. Veliko smo govorili in tudi pokazali kup fotografij vrta in okolice. Tudi to je pomembno. Predvsem za tiste, ki seveda živite v hiši, ne? Kaj pa drugega? Ja, pa tudi za tiste, ki živijo v stanovanjih. Ker tudi kje izbiramo stanovanje, ali ga zberemo zraven bolnice, zraven pokopališča, to je vsekakor ni najboljša izbira po feng shuju, ker so pač tam energije bolj yin, se pravi bolj mrtve, vlečejo dol, tako. Ja. In ko izbiramo stanovanje, če pogledamo na park, na kakšno lepo zeleno drevo, da ne gledamo ravno sosedov v lonci, to je tudi bistveno, v kakšnem okolju zberemo stanovanje. Tisti, ki imajo hiše, morajo vedeti, da je pred hišo dovolj odprtega prostora, da je nekako teren, ko izbire zemljišče, leva stran višja od desne, se pravi, da je pred njimi dosti odprtega prostora, od zadaj je lahko kakšen gozdiček, hribček, zasaditev dreves. Se pravi, da hiša počiva kot otrok v naročju. Idealno bi bilo to. Ja, to je idealno. Jaz mislim, da si tudi gledalci tako in vsi najlažje zapomnimo to postavitev hiše v okolje. Seveda z raznimi, ko smo imeli v oddajah, zasaditvimi in drugimi stvarmi. Iglavci. Recimo, iglavci, listavci. Iglavci so najbolj jank energija v vrtu. So edini, ki so, tako bom rekla, ki imajo še vedno zeleno barvo, ki živijo in imajo tisto špičasto energijo, ognjeno, tudi po zimi. In nekako v vrtu so dobrodošli, vendar na pravih lokacijah. Ne zdaj, da imamo same iglavce v vrtu. Imela sem tudi en tak primer stranke in to pred leti na Barju, ko je želela samo iglavce v vrtu, da pač, ker so ji zelo všečane. Vendar pa vemo, da Barje pač ni primerno okolje samo za iglavce in
Moram reči, da potem smo se nekako zglihali, da je bilo pol. Ni eno pravilo, da vse, kar je, da iglavci ne spadajo, da so za na Britov, ne pa za dom. Ne, kapov je bila cela Gorenjska Britov. Je pa res, da ljudje nepravilno zasajajo iglavce. Kam se jih pa potem zasadi? Mora se zasaditi na tako lokacijo, da čuva hišo, ne pa da je moti. In tudi ne sme biti preblizu hiše. To je res. Ja. In zakaj toliko iglavcev oziroma zimzelenih dreves sadijo na pokopališča? Zato, ker pokopališče je tako in da rabijo neki jank. In zato mi potem ciprese povezujemo s pokopališči. Ker cipresa je zelo jank, zelo rase navzgor, dviga energijo. Je močen les plus ogenj. Brez cipres Slovenci zelo težko, ne? Ja, vem, ampak moram reči, da je osveščenje je veliko boljše. Tudi, tako bom rekla, tudi ta oddaja je k temu pripomogla. Vsaj tak odziv je gledalcev, ki me pokličejo in mi to povedo. Da drugače gledajo in tudi rečejo, sej malo smo razmišljali o cipresah, ampak če bo pa kakšna druga rešitev, bo pa tudi v redu. Aha. Ja, in to je zasluga te oddaje. Tako da sem prav vesela. To pa lepo slišati. Kaj pa je alternativa cipresam, recimo? Lahko so tise, če so na dobrem področju, drugače v bolj primorskih krajih lovorikovci in več je teh vrst rastlin. Vrtnarije to zelo dobro poznajo. Bambusi... Treba je samo zabetonirati noter, ne? Tako, ja, zelo radi se prenejo k sosedu oziroma zraste tam, ker bi mi najmanj radi. Pa še tukaj različnih vrst je bambusov. Jaz sem rekla več kot 100, ampak nekje v glavi imamo spominu, da je celo več kot 1000 različnih vrst. Ne me držati za besedo, ampak ena taka enormna, ogromna številka je. In pri bambusih večina sort, ki uspeva pri nas, ko jih poznamo, ki jih zasadijo, zgubljajo listke in potem na novo odženejo spomladi. Nekaj je pa tudi takih vrst, ki so zimzelene. Še nekaj minut imava, kakšen namig za počitnice, feng šujevski namig za poletje? Mejte se lepo, mejte se radi, spoštujte energijo drugih, okolice in predvsem pa spoštujte sebe. Ker če boste sebe imeli radi, boste z lahkota imeli tudi vse ostale. Ke lepo. Drugače pa lahko se gledalci vedno obrnejo na mojo tudi Facebook stran, mi piše na splet Feng Shui Art, Tanja Glažar, kjer bom celo poletje dajala kakšen namig, vedno se kaj dogaja, vedno kakšna nova slikca, pa tudi na Facebook strani oddaje Ob kavi, kjer še enkrat naprošamo, da pošljajo kakšen primer dobrega ali slabega feng shuja, oziroma da pokomentiramo. Tako, drugače pa tudi na info@klepetobkavi, klepetobkavi.si, tudi to bo pravi naslov za vse informacije oziroma za sodelovanje in v temu je moč, ne? Tukaj smo. Najbolj ugodne destinacije letos za dopust? Ne ugodne v smislu denarja, ampak v smislu energijsko, da podpirajo. Da podpirajo energijo. Tiste, ki nam paše v posebnih elementih. To je pa tako različno. To je tako različno. Ampak jaz sem prepričana, da bo z motorjem letos veliko videla. Kaj da bo? Z motorjem, da boš veliko letos obiskala. Glede na to, da bo izpit za motor kmalu v žepu. Ja, najprej moram izpit narediti, oziroma ne paditi pri prvi osmici. Bomo pokomentirali še kaj v nadaljevanju. Drugače pa v našo družbo prihaja Silvija iz osrečevalnice. Krasen pogovor, tak navihan, veste, da seveda danes sledi, pa še kaj drugega, tako da ostanite v naši družbi tudi v nadaljevanju. Naj vam bo svet lep in se tipkamo torej preko družabnega omrežja Facebook, preko spleta in seveda tudi preko telefona. Vse to in še več. Hvala ti. Super.